strategija za mlade v občini Brežice. Predlog strategije za mlade, ravno tako za obdobje slabih 9 let. Občina nekako beleži četrt stoletja nekega aktivnega delovanja na področju mladinskega dela, skozi delo javnega zavoda s ustanovitvijo, katerega je med prvimi slovenskimi občinami nekako izkazala resen pristop k populaciji mladih oziroma tudi odzivanju na njihove pobude in predloge. Na podlagi dosedanjega dela, tako zavoda, kot tudi različnih nevladnih organizacij, pa tudi neorganiziranih skupin mladih, ter tudi zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki govori o tem, da lahko občina za doseganje interesov na področju mladine sprejme lokalne programe za mladino, ustanovi delovno in posvetovalno telo za mladinska vprašanja, finančno podpira programe v mladinskem sektorju in izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom. Ugotavljamo, da dejansko občina že v preteklosti izvedla od 4 navedenih nekako 3 skupine oziroma izvaja 3 skupine ukrepov. Samega lokalnega programa za mladino dejansko občine nima, pristopamo pa vsakoletno k pripravi letnega programa na področju mladih in sedaj po vsem tem času ugotavljamo, da je smiselno bilo narediti nek pregled in si zastaviti za obdobje pred nami neke strateške cilje. Tako da je bila v lanskem letu na naslove vseh mladih, zdaj skladno z zakonom, mogoče da pojasnim, so mladi posamezniki med 15 in 29 letom starosti, mi pa smo zajeli mlade med 13 in 30 letom starosti, se pravi, smo malo razširili ta krog na naslove vseh mladih v občini Brežice. Je bila naslovljena pošta, pač razglednica, s katero smo jih povabili, da se udeležijo oziroma vključijo v anketo, za katero so lahko izrazili, kaj so njihove potrebe, kaj vidijo, da bi bilo za mlade potrebno storiti. Doživeli smo kar dober, odličen odziv, 950 posameznikov je anketo izpolnilo do konca ter nekako opredelilo po 8 področjih skupno 23 ciljev, za katere menijo, da so tisti, ki jih je potrebno v občini za izboljšanje položaja mladih slediti. Prav gotovo je specifika pri populaciji mladih, zato ker se glede znotraj tega starostnega obdobja mladih, glede na posameznike starostne podskupine prepoznavajo različne potrebe, tako da so različne potrebe mladih, ki zaključujejo osnovno šolo, tisti, ki so v srednji šoli, različne potrebe študentov, kot recimo brezposelnih mladih ali mladih družin. Nekako si želimo ravno tako v 6 mesecih pripraviti izvedbeni načrt ter za vsako od teh podskupin nekako zastaviti vsaj eno ali nekatere ključne aktivnosti, s katerimi bi uspeli odgovoriti na prepoznane potrebe. Ravno tako pa si želimo s strategijo pristopiti tudi k pridobivanju naziva mladih prijazna občina. Hvala. Delam razpravo. Ja. Jaz sem na mladika. Kaj je še? Ja, Ževiš, to je še nič prijal. Kaj je se? Sredno. Ja, tega tam vzali prijal. Hvala za besedo. Zdaj jaz pozdravljam to strategijo, to
prepotrebno strategijo in sem zelo vesel, da se je tudi izvedla ta anketa med mladimi, ker so zelo zanimivi odgovori prišli, ki ste si prebrali podrobno. In sicer meni je zelo zanimiv podatek, da kar 80% mladih meni, da pri nas na voljo premalo možnosti za vključevanje mladih sprejemanja odločitev na občinski ravni, ali pa sploh niso seznanjeni z možnostjo za vključitvijo mladih, ali pa da teh možnosti ni, to če vse to troje damo skupaj. In zato sem zelo vesel, da je tudi ta eno področje participacije, v kateri ste se nekako zavezali, če sem jaz prav razumel, da naj bi v polovici odborov, komisij in svetov, ki so pač ki so jih ustanovila občina, da naj bi bili predstavniki mladih. Prav tako 2 projekta naj bi bila v sklopu participatornega proračuna, prav v sklopu samo za mlade. Jaz zdaj upam, da to ne bo zgolj neka simbolna zadeva, ampak da bojo dejansko imeli nekakšen vpliv in možnost odločanja. Zdaj, zanimivo mi je tudi tukaj ena anketa, kjer so mladi rekli, da samo 5% ali manj kot 5% svoj čas preživi, prosti čas preživi v mladinskem centru ali v prostorih drugih društv. In bi si želeli več aktivnosti in več prireditev v mladinskem centru in boljšo informiranost. Jaz zdaj upam, da bo to mladinski center vzel kot pač eno motivacijo za svoje delo, za naprej, sploh zato, ker manj kot 60% vseh teh ljudi je rekel, da ne bi pač nikoli se udeležili javnosti, se pravi, vsi ostali bi pa bili tako ali drugače pripravljeni videti sem in se vklopiti. Če ne drugega, ravno ta teden poteka v Kostanjevici en festival, FKK, festival kulture, katero zdaj mislim, da že 5 leto zapored organizirajo mladi in zelo uspešno in zelo kakovostnim programom, kjer niso zgolj samo koncerti, ampak tudi predstave, gledališke, razstave, okrogle mize, tribune na temo kulture, delavnice in to poteka vsak dan. Tako da mogoče tam je en primer, kjer so se sami mladi zorganizirali, ker pač druge možnosti niso imeli. Ja, glavno, to bi nekako bilo to. Sem vesel in bi se želel več takšnih načrtov tudi v prihodnosti, da se konec koncev ljudi tudi vpraša, kaj potrebujejo, kaj jim primanjkuje in tako naprej. Hvala. Hvala. Ja, še enkrat jaz sem odgovoril. Tudi ta strategija je bila na različne načine pregledana in komentirana. Zdaj pač te statistike odgovori, tukaj smo kar veliko debatirali, isto številko, ki je pač vsi najdemo. Potem pa seveda treba polje tega, kdo kaj uporablja, kdo kaj ne uporablja. Imamo pač različna mnenja, imamo tudi različne vlade. Jaz recimo sem pač mati trem, moji, naprimer, tudi niso uporabniki MC-ja, ampak pač, ker imajo že druge zanimacije. Tako da je zdaj pri teh stvareh statističnih velikokrat se vprašaš, kaj točno ti povedo ali ti povedo, ampak verjamem pa, da dajo na spodbudo, da se različnim vrstam mladim približamo. Ne samo MC, tudi drugi, da ne bom slučajno pozabila povedati, danes recimo se že lahko udeležitev pri 9 na Grajskem dvorišču enega koncerta, ki ga organizira Društvo študentov Brežice. Sicer že 2014 imamo to. Tako da je več različnih ustanov in več različnih spodbud, kjer se lahko diskujejo, da ne bomo vse pričakovali mladinskega centra, čeprav pričakujemo veliko in prav je tako, da pričakujemo. Se vemo, da je to v temu tako. Tako da potem seveda zdaj spet pravi čas, ni pravi čas, prepozno, kakorkoli. Jaz mislim, da tudi tukaj je zelo pomembno, da je akcijski načrt potem konkreten in dober, nekatere stvari so že nastavljene. Verjamem, da se potem to tudi bo pogledalo in da bo zadeva na nek način prinesla ene
dobre rezultate za res to raznoliko, to morate razumeti. Tukaj to se mi zdi pri strategiji, da je malo premalo poudarjeno, da je to res raznolika publika, sicer starostno, ne tako raznolika, interesno pa zelo raznolika, ne, ker imamo tukaj vse. Sem pa ekipa, mogoče si mora zadati tudi cilj, da še mišljeno bolj izkoristimo to, da vseeno imamo fakulteto v okolju in da skušamo tudi te študente, ki pridejo drugod, nekako bolj sprejeti okolje. No? Včasih jaz sem vsi njimi, pa včasih imajo kakšno, se ne čutijo toliko sprejeti, sploh če so iz drugih držav. Ampak to so stvari, ki bo rešil tisti načrt. Jaz kljub temu, da je bilo pač taša razprava burna, da smo imeli veliko tudi neki pripomb, tudi raznih mnenj, kdo je dobro delal, kdo ni dobro delal. Na koncu smo pač to potrdili in tako kot pri prejšnji pričakujemo odlično delo naprej v akcijskem načrtu in splošno. Bi pa zaključek to povedala, pri strategijah, jaz se zelo lepo prosim, to sem tudi na odboru povedala, so podprle to tudi članice, da so te dokumenti jezikovno pregledani. Ker v tej strategiji pa res ogromno napak, slovničnih, jezikovnih, tipkarskih in tako naprej. Tako da to pa jaz sem že dala pobudo, pa še enkrat dajem pobudo, da dokumenti, ki so neka vizija, tega, kar želimo v občini, da doživijo kakovosten jezikovni pregled, ker je Vesna rekla, da je to naredila ta agencija, ki je pri tem sodelovala, ampak če pogledate, pa temu ni ravno tako. Tako da to pa res prosim, jaz mislim, da smo mi prvi zavezani k spoštovanju lepega jezika, tudi našega narečja, ampak kar se pa tiče dokumentov, pa seveda k slovenskem jeziku, se to je res pomembno. Hvala. Hvala, Matija, hvala. Jaz sem najprej popolno tukaj predhodnico, absolutno jezik je prvi del, rečemo, tem prejnika in sploh, če smo dali pomembno zunaj delati, ne sprežljivo, da se da tudi slovenče na tam tudi sad tudi strinjam. Se pa ne strinjam zeleno, da je bilo v preteklosti veliko dobrega narednega na področju mladine, iskreno, na področju mladine je zato, da jaz s Krkom zaspal zadnjih 8 let. Bom pa takoj priznal, da opažam premike na bolje, kar me zelo veseli in vsekakor upam, da bo ta strategija tudi korak naprej. Imel bi samo neki pripomb, vprašanj, bolj vprašanj, pripomb, vsekakor bomo strategijo upravili. Predvsem na dveh področjih, to so zaposlovanje in stanovanjska problematika. Zdaj dodavamo takoj strategiji, da je delež mladih pod povprečjem Republike Slovenije, kar se zavedamo, da bomo prebivalstvo, ki so staro v Brežicah in to je eno iz zadev, kateri bomo mogli sistematično pristopiti. Tukaj mogoče apel na občino, na prejšnji seji smo imeli tukaj predstavnike Gen energije, je pa zaposloval 500 mladih v Posavlju. Absolutno je tukaj priložnost, da se nekaterim iz teh mladih ponudi nastanitev v občini Brežice, kajti v tem trenutku visokotehnoloških podjetij, ki bi zaposlovali visoko izobražen kader v Brežice, praktično nijamo, tako da je to gotovo priložnost, ki moramo izkoristiti. Potem eden izmed ukrepov v programu, sicer zelo obsežnem programu je, da občina pristavlja k reševanju zaposlovanja z praksami za mlade. Absolutno pohvalno, se pravi, omogočajo se prakse v javnih zavodih. Absolutno pohvalno, ampak pogrešam ukrep, kjer bi občina pomagala zagotoviti prakse v gospodarstvu. To je tisto, kar povzroča napredek in to je tisto, kar dejansko mladi izobrazi za vstop na trg delovne sile. Verjamem, da tudi v javnih zavodih pridobijo kompetence in nekatero znanje, vsekakor pa je nujno potrebno, da se v to vključi gospodarstvo in da občina naredi nek strateški načrt, kako bo gospodarstvo pomagala pridobiti praktikante, študente, mlade zaposlene. Naslednja zadeva pri zaposlovanju so karierne seje. To je zadeva, ki sem jo predlagal v proračunu, mislim, v 2021 in 2022. Mogoče to mislim, da je sprejeti premejtno za kaj takšnega, vsekakor to ni potrebno delati kariernega seja v smislu Ljubljane, ampak lahko gre za neformalno druženje lokalnih podjetij pod mladih poslancev, kjer se zanimivajo mnenja in morda lahko to na dolgi rok pripomore tudi kakšno domače lokalnih zaposlitev. Potem pa se premaknemo na stanovanjsko problematiko, pa bom najprej pohvalil, kar smo do zdaj nam je uspel narediti stanovanjsko problematiko, da se mogoče tudi navezuje tudi na strategijo. V zadnjih 3 letih smo razpisa neprofitna stanovanja spremenili tako, da imajo mlade družine dejansko zdaj prednost, še večjo prednost, kot imeli prej, pri dodelitvi stanovanj.
Vseeno z letošnjim letom subvencionira nakup malih komunalnih štedilnih naprav tudi za novogradnje, kar mogoče katere mladi družini olajša pot do nepremičnine. Pa govorili smo še o subvencijah pri prodaji nepremičnin v lasti občine, ki pa potem sicer ni bilo izvedeno na tak način, kot so si zamislili, ampak okej. So pa tudi še 3 ukrepi, ki niso omenjeni v strategiji, pa bi pri stanovanjski problematiki, pa bi bilo mogoče vredno v njih razmisliti. Že 3 leta poudarjamo, da bi bil smiseln ukrep subvencionirati mladim družinam in pa mladim nakup obstoječih hiš na podeželju. S tem pomagamo mladim reči stanovanjsko problematiko in prispevamo k tem, da podeželji, ki se trenutno prazni, v podeželji, ki se trenutno praznimo, da naselimo kakšno mlado družino, ki bi uživela tisto ruralno okolje. Potem druga opcija, v kateri moramo razmišljati, soočamo se z vedno višjim najemom, z vedno višjimi najemnimi na trgu. Če spremljate malce sosednje občine, vidite, da je na primer pripravi Srški cena najema na kvadratni meter do Brežice višja. Velike občine, kot na primer Tula, imajo zadeve dobre rešenje, vsekakor nam ni potrebno izmišljati to privode, ampak je spet ena izmed zadev, v kateri občina mora pristopiti. In pa tretja zadeva, katero upam, da bomo enkrat naredili, je subvencija za komunalni prispevek, spet za male družine pri gradnji, pri novogradnji. Potem pa še eno vprašanje. Pred časom smo na občinski seji sprejeli, da bo občina v naslednjih, pozabil sem 2-3 letih, kupila za 40 000 evrov stanovanj na leto. Vam številko pravo? Ok, približno. Pomembno vprašanje po kakšni ceni bo občina kupovala ta stanovanja. Kajti, če bo šlo res za tržne zadeve, v bistvu s tem povzročamo, da se cena nepremičnin dviguje in potem bi bilo smiselno se vprašati, ali ni morda namesto, da vložimo 600 000, 900 000 evrov v nakup nepremičnin, ki se zbimo v odkup, vložiti teh 1 200 000 evrov pa zgraditi, da občina sama postavi stanovanje, ki jih oddaja kot neprofitno. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je Matija veliko tega, kar sem jaz tudi imel rekel. Mislim, da najbolj se tukaj pogrešal rešovanje stanovanjske problematike za mlade. Se pravi, na nek način manjka koliko neprofitnih stanovanj bomo naredili za mlade, za prodajo, potem koliko najemnih stanovanj bomo pač naredili, pa spodbudili, da se bodo naredila, koliko kreditov brez obresti za reševanje stanovanjske problematike bomo na nek način uredila pa znižilo obrestno mero. Dejansko jaz mislim, da stanovanjska problematika je ena od pomembnejših, če hočemo zadržati neko generacijo, delovno generacijo tukaj v občini in če hočemo na nek način zagotavljati razvoj. In mislim, da tukaj bo treba tudi to noto poudariti v tej strategiji. Hvala. Hvala. Martina Živič? Jaz sem v tej strategiji mladih, ki nam je bila predstavljena, se pogovarjala z res mladimi in se jim zdi kot ena osnova zelo vreden dokument in ga na tej bom tudi podprla, ampak so pa tudi določeni pomisleki in pa skeptičnost strani mladih. Tudi ta sama anketa, ki je predstavljena na zadnji strani tega dokumenta, je malce zavajajoča in ne daje konkretnih podatkov, kajti ne vemo, to gre za starost od 13 do 30 let. Tam nekje pri 13-14 letih marsikdo še nima izoblikovanega mnenja in mislim, da so te podatki malo tako. Vendar pa, kar se tiče samega akcijskega načrta, do tega smo še daleč, ampak moramo pohiteti. Mladi pa vidijo problematiko občine v 3 ključnih težavah. To je že stanovanjska problematika in pa pomoč za mlade družine. Vsekakor tudi ta slaba infrastruktura na podeželju in pa ključno se mi zdi beg možganov. Kajti mladi po končanem izobraževanju ali po študiju po večini ne vidijo dodane vrednosti, da bi se poklicno in pa družinsko nastanili v občini
ker nimajo občutka, da so za lokalno okolje pomembni, potrebni in iz tega razloga jih čedalje več ostaja tudi v večjih mestih ali na obrobnih mestih, ker imajo večje priložnosti za ustvarjanje. Se pravi, da bi morali v občini posvetiti večji fokus tudi panogam, ki prinašajo višjo dodano vrednost in ne samo slediti turizmu in kmetijstvu, ampak imamo še določene druge panoge, katere moramo posvetiti fokus. Potem imajo oziroma pogrešajo nek pospeševalnik, nek podjetniški inkubator, ki bi privabil mlade, da se vrnejo v svoje okolje in akumulirajo svoje znanje in izkušnje. Predvsem primer dobrih praks so mi povedali za podjetniški pospeševalnik Katapult v Trbovljah. Zdaj pa o samih mladih. Mi smo že tukaj se govorili o mladinskem centru, o Zavodu za podjetništvo in turizem in o dogodkih, ki so v Brežicah. Ampak mi moramo si tudi priznati, da je veliko mladih na podeželju. Da mlade na podeželju tudi vključujemo v razne aktivnosti. Vključujemo jih v razna gasilska društva, imamo podmladka, skrbimo za njih. Potem v razna ostala športna društva, ki delujejo tudi po vaseh, po krajih, po vaseh, po zaselkih. Tudi tu ne smemo zanemarjati vloge posameznih društev. Je tudi res, da bomo morali da bomo še zagotovili, da se bodo mladi vključevali v društva, da jih bomo pritegnili z našimi dejavnostmi, z našimi poslanstvom, ki ga v enih ali drugih društvih opravljamo, da jim bomo prepustili tudi ključna mesta odločanja. Se pravi, da se moramo starejši tudi pravočasno posloviti iz raznih funkcij in dati mladim priložnost za odločanje in tako bomo potem tudi pridobili na ta način mlade in s tem jim zagotavljali oziroma jim omogočili, da uresničujejo svoje cilje, svoje interese in tako tudi ostanejo v naših krajih. Hvala, še kaj povedati? Pozdrav. Tudi jaz z veseljem bom potrdila danes to strategijo. Zanimivo, da jo sprejemamo ravno v petu mladih, ko je tukaj okrog zelo pestro in polno vsakodnevnih dogodkov. Moje osebno mnenje in izkušnje so, da imamo za tiste najmlajše zelo dobro poskrbljeno, tako znotraj ustanov, kot recimo tisto, kar je v prostem času, da imamo tudi nekako srednješolsko mladino, da se v bistvu odzivamo na njihove zahteve, pobude, ne govorim zdaj za mladinski center, govorim za vsa društva in druge zavode, ki se v bistvu ukvarjamo z mlajšimi. Sta pa v bistvu glavna težava, ki pa je povezana z obema temama, ki jih je Matija izpostavil, je pa pomanjkanje kompetenc naših mladih, ki pa jih tudi želimo oziroma jih mora naš izvedbeni oziroma strateški načrt v prihodnje upoštevati, kajti tako bodo tudi naši mladi dobili boljše službe, višje plačane službe in verjetno bi tudi bolj zadovoljni. Matija je tudi govoril, ni pa povedal, da je to primer Krškega, odlična zadeva. Jaz predlagam, da v 2023 vključimo Krško 50 000 evrov in sofinanciramo počitniško delo mladih v gospodarskih panogah. Tudi na ta način bomo v bistvu prispevali k povečanjem kompetenc mladih. Kajti roko na srce soočamo se s tem, da v bistvu da se človek naredi fakulteto in v bistvu pride na delovno mesto zelo slabo opremljen z nekimi vsakdanjimi znanji in morda moramo tudi kot lokalna skupnost v bistvu več vlagati tudi na to, da povečamo vključenost v neko delovno okolje.
okolje že prej. Kot drugo pa seveda stanovanjska politika. Jaz ne vem, treba je dobro raziskati prakse. Jaz bi tudi dala ali neko javno-zasebno partnerstvo, se pravi neko stanovanjsko sosedstvo za mlade. Občinski prostorski načrt v bistvu kaže, da bodo se gradili številni novi bloki in takoj podprem, da je eden namenjen mladim, tam do 29 let, z neko dobo bivanja, neprofitnem stanovanju. To je v bistvu tudi pogoj, da se mlad človek lahko ustvari družino in pa v bistvu se zadeva nadaljuje. Tudi sama se bom pa zelo zavzemala za karierne sejme, da se predstavi možnosti zaposlovanja v naši občini, kot pa sem rekla, s tistim, da bi tudi kot lokalna skupnost sofinancirali določeno počitniško delo, pa bi vplivali tudi na kompetence. Hvala. Zdaj, jaz moram reči, da sigurno smo si večina vaših predlogov zapisali in bomo še skrbeli na te stvari, da se še te stvari izboljšajo. Definitivno pa jaz mislim, da smo kljub vsemu v zadnjih letih veliko naredili, tudi na tem, ne samo na mladinskem centru, predvsem mogoče bolj na tem, da so tudi na svojih podeželjih. En del je bilo participativnih proračunov, jaz so se to vodo okoli gledati zelo presenečen, kaj vse se nadija, recimo v Križah, v Pečicah in marsikje, to so ti naši večnamenski domi, kjer so postali prava stičišča, kjer se srečujejo predvsem mladi. Marsikateri so si nadeli razne fitnese na terenu, ki smo jih financirali. Zdaj imamo tudi razpis participativni prav za mladi, ki si bojo sami pri postopku podobni, kot je bil participativni za proračun, tudi svoje programe izbirali. Zadnje smo odprli celo eno sobo na njihovo pobudo. Prav tako pa seveda, da se po stanovanjski politike tiče, je bilo pa že povedano, da je zdaj kar velik interes, praktično se je pred izdajo gradbena dovoljenja. Te dneve se pogovarjamo, da bodo se začeli graditi 2 nova bloka, predvsem na drugo avtobusne postaje. Še na cesti veste, da se pripravlja prav tako nova sosedstva na bivšem tovarnem sodišču, kjer vodimo OPPN. Jaz mislim, da smo ogromno naredili na prostorskem planiranju, da smo omogočili po podeželju z spremembom plana, da se gradi in tudi vidim, nekoliko različnih stanovanjskih hiš se gradi na vseh področjih. Tako da jaz mislim, da tu je kar precejšen napredek in jaz upam, da bo. Moram pa reči, da kljub vsemu, ko govorimo, je anketa pokazala, da in tudi izdelovalci so nas posebej upozorili, da imamo srečo, da v marsikaterih regijah ni tako velik interes, da želijo mladi ostati v svojem kraju, delati tudi in se razvijati. Tu je bilo celo pravijo nadpoprečno dobra ocena. Je pa res, da treba razvijati vse, tako kot se borimo za to, da se razvija gospodarska dejavnosti, kot so TPV, Narajan, Solke, so marsikeri, ki so naredili, ki zaposlujejo mladi, do tega, da se razvija bolnišnica, do tega, da se fakulteta razvijajo programi, šolski programi, vse to omogoča na nek način, da bojo imeli mladi perspektivo, definitivno tudi v Posavju. Kar se tiče energetike, jaz sem že povedal na svetu regije, da je potrebno pripraviti razvojni program, ne samo energetski program, ki bo zasedal in pa omogočil razvoj cilje regije, kajti če se že govorimo o takih ogromno pomembnih državnih investicij, je potrebno narediti en širši razvojni program. Jaz osebno smatram, da kljub temu, da velikrat govorimo, da Ljubljana pomeni, da pa Posavje, glede na to, kak pomeni objekt v državi, malo bi mogel biti, kjer v bistvu bolj razvojiti, v bistvu bolj ugodno za razvoj mladih. Tako, jaz mislim, da imamo dobro osnovo, tudi precej se naredi, definitivno so pa še vedno možnosti izboljšav, seveda je pa tudi od mladih odvisno, koliko se vključuje, participacijo želijo vključevati. Mislim, da pri nas imajo te možnosti, se jim bo videti pomembno, da jim to prepuščamo, ne da jim mi govorimo, kaj delamo dejansko, da jim mi prepustimo, da oni povejo, kaj si želijo in to naredijo. Tudi kar veliko projektov smo naredili na njihovo pobudo, pa naj da to tam dol, kam imamo skatepark, pa še par takih projektov za mlade, ki smo jih naredili in seveda bomo tudi v prihodnosti vse posudili.
Tako da jaz bi s tem zaključil in bi dal na glasovanje, da se sprejme strategija za mlade občine Brežice za 2030, seveda pa čim prej akcijski načrt in še bolj spodbujati mlade, je pa od vseh naših odvisno kakve možnosti, da vsak na svoje področje, kajti vsi ste nekje vpeti, nekateri od gasilcev, od vas, kje druge in seveda od vas samih je odvisno, ali boste prepustili vodstvo mladim mestom in že vsela gasilci prepustil pred 20 letom. Glasujemo. Kaj živimo? Glasovanje, kaj ne proti? Katja. Imaš sreče, kad nisi odločila.